In mi v Komisiji za zdravstvo ravno tako mislimo, da zdravstvo je gospodarska panika. Tukaj lahko gledamo z večjih strani. Ne? V zdravstvu lahko gledamo, če samo zdravi ljudje lahko prispevajo k razvoju in dodatku bruto družbenega prihodka, lahko gledamo tudi z druge strani. Ne? V zdravstvu, pri razvoju zdravstva so ponavadi vključeni v industriji, pri razvoju zdravstva so vključeni visoko kvalificirani kadri, ki pripomorejo k dodatnemu razvoju BDP-ja. Gledamo pa lahko tudi z tretje strani, ki pa zdravstvo kot tako lahko nudi storitve tudi ljudem izven države in hkrati predstavlja tudi kot nek izvozni dejavnik. V okviru Komisije za zdravstvo nekako se trudimo, da bi pripomogli tudi k lažjemu uvajanju inovacij v zdravstvo. Zato skušamo nekako poenostaviti sam sistem uvajanja inovacij v zdravstvo. Kako lahko z boljšo optimizacijo zdravstvenega sistema, kako bi lahko dobili precej več. Te gledamo več različnih dejavnosti, ki bi lahko z boljšo organizacijo, ki bi lahko prispevalo k kvalitetnejši storitvi in pa tudi, da bi lahko dobili več za isto denarja. Slovenska demografska slika ne izgleda najbolje. Leta 2020 bomo 13. najstarejša država na svetu, leta 2030 bomo 9. in leta 2050 bomo 5. To nam narekuje ukrepe aktivnega staranja, o katerih pa se dejansko danes v Sloveniji malo ali pa lahko si trdim reči, nič ne pogovarjamo. Demografska struktura v Sloveniji se spreminja. Vemo, da bomo potrebovali vedno več zdravstvenih storitev zaradi staranja prebivalstva, zaradi načina življenja, ki ga ima slovensko prebivalstvo, s tem, da z dovajanjem dodatnega denarja bi lahko ta razvoj pospešili. Po eni strani, po drugi strani bi pa z tako organizacijo, ki bi vodila zdravstvene organizacije kot gospodarska dejavnost, bi lahko bile tudi precej bolj uspešne in pa učinkovite.